Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes pred spanjem prisluhnite pravljici o dveh račkah in želvi. Sprosti se, bodi tiho kot miška in poslušaj, pozorno prisluhni pravljici o želvi, ki je živela v globokem, kristalno čistem tolmunu. Vse do tistega dne, ko se je pripetilo nekaj zelo nenavadnega. Te zanima, kaj se je zgodilo? Prisluhni. Takole je bilo. Pred davnimi časi je v daljni deželi, kjer je bilo zelo vroče, živela želva. Že leta je leno plavala v tolmunu in se sončila na enem od velikih gumijasto-zelenih lokvanjevih listov, ki so prekrivali vodno površino. Tu in tam je za kosilo ujela pisanega kačjega pastirja ali pa je poskusila ujeti debelega hrošča. Njeno življenje je bilo mirno in lepo, vse do tistega poletja, puščavsko vročega in suhega poletja, ko ni padla niti kaplja dežja, sonce pa je svetilo tako močno, da je tolmun začel usihati. Hlapel je kapljico za kapljico in izginjal. Vsak dan je bil bolj suh, vse manjši in manjši je bil, dokler ni bila voda že tako nizka, da se je želva morala odločiti, da si poišče nov dom, preden tolmun popolnoma izhlapi. A kako naj najde novo bivališče? Zgodaj zjutraj, nekega dne, ko je sonce razsvetlilo svetlo modro nebo, se je želva odpravila iskat pomoč. Ni dolgo hodila, ko je zaslišala dve rački, ki sta se glasno oglašali, ko sta leteli mimo. Hitro je zaklicala za njima. Rački, hej, vedve tam zgoraj, prosim, pomagajta mi. Tolmun, v katerem sem bila doma, se je posušil. Prosim, ponesita me k novemu, takšnemu, v katerem je voda. Kako pa naj to storiva? Sta odgovorili rački. Medve letiva po zraku, ti si pa tam spodaj, na zemlji. Pripetilo pa se je, da se je ravno v tistem trenutku želva spotaknila čez palico, ki je ležala na poti. Kaj pa, če bi vsaka na eni strani s kljunčkom prijela to palico, jaz pa bi se je z usti držala na sredi, je zaklicala. Tako bi me lahko prenesli v nov tolmun. To je pa dobra ideja, sta se strinjali rački in pristali na tleh ob njej. A obljubiti nama moraš, da vso pot ne boš odprla ust. Želva je obljubila, da bo ves čas tiho. Rački sta s kljunčkoma prijeli palico, vsaka na eni strani, želva pa se je z usti obesila nanjo. Rački sta odleteli proti novemu tolmunu, ki se je lesketal v daljavi. Med potjo sta leteli preko polja, kjer so se igrali otroci. Ko so zaslišali plahutanje kril, so se ozrli v nebo in se začeli na ves glas smejati nenavadnemu prizoru, ki so ga zagledali. Glejte, je zakričal deček, kaj tako smešnega še nisem videl. Raci, ki nosita želvo na palici, počil bom od smeha. No, to je želvo neznansko razjezilo. Čeprav je bilo vse skupaj verjetno res videti nenavadno, je zato vendarle obstajal tehten razlog. V jezi je nadrla otroke. Neumneži, neumni, nič vam ni jasno, pojma nimate. Želva, ki je v jezi odprla usta, je padala skozi soncem obsijano nebo v globino, dokler ni treščila na tla. Au, je zakričala in si pogladila bolečo potolčeno glavo. Ko se le ne bi razburila zaradi tistih otrok, drugič bom dvakrat premislila, preden bom kaj rekla. Vse prepogosto v jezi nepremišljeno izrečemo nekaj, kar ima hude posledice. Modrec dvakrat premisli, preden spregovori, in molči, kadar ne more izreči prijazne besede. Modrec ima prav, tudi mi moramo dvakrat premisliti, preden spregovorimo.
In morda je res bolje, da molčimo, kadar ne moremo izreči prijazne besede. Zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.